Veš, kaj sem pa tudi naredil, ne? Spet sem se malo po parkirišču sprehodil, tako da sem naredil seznam top 3 avtomobilov, po mojem mnenju. Gremo malo živali pogledati, prav? Veš, to je pa moč energije, ne? Nisva svela, midva do njih, so pa oni prišli k nama. No, ali to, ali so pa lačni? Vredno so lačni. Olej ga, Peugeot Jurija 7. Veš, jaz se še zdaj spomnim, ko je ta avto prišel v Slovenijo, predstavitev smo imeli nekje na Ajdovskem koncu in kako smo vsi razmišljali, joj, fajn si je Peugeot drznil ene stvari narediti tako, drugače kot drugi. Pa malo smo z začudenjem gledali ta stranska drsna vrata, pa si mislili, pismo, a bo tole šlo ali ne bo šlo, ali kaj bo zdaj s to pogruntavščino. A veš, kakorkoli pogledaš, je ta avto še danes zanimiv. Kaj šele takrat, ko ga je Peugeot prvič predstavil? No, pa je bilo pa tako, ne, leta so tekla, prodaja pa ne toliko. Drugače, sam koncept teh vrat, ne, je še vedno zanimiv pa privlačen, ne, ker se ti odpre taka ogromna luknja in vstop v avto je res lahek. Ampak pri taki stvari je ponovadi vedno tudi kakšen ampak. Ta prvi ampak je bil to, da so bile izredno počasna, ta drugi ampak je pa bil, da je elektronka včasih malo hecala. Meni se recimo kar dvakrat zgodilo, da sem ta avto videl z odprtimi vrati takrat, ker niti približno ne bi smela biti odprta. Enkrat je bilo to zvečer v BTC-ju, prijem v kino, poln parkirišče, pa ena vrata na stežaj odprta. Zdaj pa najlažje od vsega je reči, Peugeot. Ampak folk, prosim lepo ne pozabiti, ne, da ima praktično vsaka avtomobilska znamka v svoji zgodovini en model, ki ni ratu tako, kot bi moral. Ali se je kvaril, ali se pač ni prodajal, ali je bil pred svojim časom, ali je bil za svojim časom, ali se je prevrnil na losovo testo takrat, ko se ne bi smel. Da Renaultjevega Versatisa sploh ne omenjam. Veš, takih primerov ni malo, ne. Spomnim se recimo Audija A2, ne. Ta je bil 20 let pred svojim časom zunaj. Sodoben, varčen, zanimiv, karizmatičen, pa je naredil eno samo veliko zgubo, pa čisto nič drugega. Ampak je hecen, ne. Ob vsem tem, kar sem povedal, imam jaz ta avto v zelo lepem spominu. Pač tak zanimiv pa mehen monovolumenski Peugeot, ki je nekakšen dokaz za to, da si ta znamka vsaki toliko časa drzne narediti marsikaj. A kako rečejo eni basketaši, ne? Če ne vržeš na koš, tudi zgrešiti ne moreš, zadeti pa še manj. Za tiste, ki pa čakate sladko kise z Giulijo, brez skrbi tudi te pridejo. Sam se veš, kako je to, jaz sem na dopustu, pa se mi nikamor ne mudi. Pa ker že ves čas težim s to Giulijo, ne? Zakaj še ne bi imel 159-ko? Stari, ne me reči, da ta avto ne zgleda še vedno ful dobro. Je pa res, da vse skupaj malo neferno, ker tale ima opremo TI in zaradi tega zgleda sam še boljši. Pač taka nizka, dinamična, z dvignjenim zadkom, pa nizkim nosom, taka, kot mora biti. Te luči, če bi jih nekako lahko prenesel na ta novo, ne bi bil čist načezen. Veš, kaj sem pa tudi naredil, ne? Spet sem se malo po parkirišču sprehodil, tako da sem naredil seznam top 3 avtomobilov, po mojem mnenju. V bistvu govorim o avtih, na katere me vežejo ali dobri spomini, ali pa vem, da bi se z njimi lahko ful dobro zabavil. Tretje mesto, Civic Sport. Vem, ni Type R, ampak stari, verjem mi, jaz se še danes spomnim, kako sem se s tem pojel čez ovinke tam leta, dolg nazaj. Pa menjalnik pri volanu pa to, a veš. Srebrna medalja Golf 6 GTI. Prvo mesto pa, po mojem mnenju, kar zasluženo pripade bombniku z zvezdo. Veš, tega pa že poznamo, ne? Ta je skoraj tako malo nelojalna konkurenca, ampak častno omembo, to si pa zasluži.